Trdi šamponi se po delovanju ne razlikujejo bistveno od klasičnih tekočih šamponov, je pokazal preizkus Zveze potrošnikov. Več razlik je pri sestavi. So z vidika kemijske sestave to večinoma precej dobri izdelki. Razveseljivo je, da na testu te preizkušeni izdelki nobeden ni vseboval kakih res problematičnih kemikalij, naprimer hormonskih motilcev, in ker ne vsebujejo vode, tudi ni neke velike potrebe po tem, da bi vsebovali konzervanse. Potrošniki po trdih šamponih posegajo predvsem zato, ker so prepričani, da so ti okolju prijaznejši. To sicer drži, a kot so ugotovili pri ZPS-ju, je razlika med trdimi in tekočimi šamponi manjša, kot bi pričakovali. Tekoč šampon ne vsebuje vode. To pomeni, da je v fazi proizvodnje, embalaže in pa samega transporta zares boljša izbira z vidika varovanja okolja kot klasični tekoč konkurent. A vse skupaj, in to bo mogoče presenetilo kakšnega potrošnika, to vse skupaj predstavlja zgolj 6% okoljskega odtisa, ki ga šampon naredi v svojem življenjskem ciklu. So pa trdi šamponi, kot se za novo modno muho spodobi, dražji kot tekoči. Kaj pa o njih menijo frizerji? Jaz preferiram tekoče šampone iz preprostega razloga, ker se tekoči šamponi veliko lažje razporedijo na kompletno lasišče in lase. Jaz zagovarjam seveda profesionalne šampone, ki jih stranke naj bi kupovali v frizerskih salonih, ki so veliko bolj kvalitetni, kakor šamponi za široko porabo v trgovinah. Imajo tudi več vlažil v sebi. Tako kot vse v življenju najbolj pomembna vsebina, kakšno je pa stanje, ali to tekoče stanje ali trde stanje, je pa res odvisno od okusa. Zdaj, če imamo mi konvencionalne kozmetične izdelke, ki so polni toksinov in sintetike, nima veze, v kakšnem stanju je. In če se vrnemo k temu, kako okolju prijazni so šamponi, o tem odločamo predvsem uporabniki z načinom umivanja las. Vedno znova se izkaže, da kadar sodelujejo frizerji, porabijo približno polovico manj vode za izpiranje kot potrošniki in tudi več kot polovico manj samega izdelka. Okoljski odtis šampona je odvisen tudi od tega, kako pogosto si umivamo lase. Jaz preferiram pri krajših laseh na 2 do 3 dni, pri srednjih laseh 3 do 4 dni in daljše lase pač 4+, odvisno kakšen do tempo ima. Je pa zelo pomembno tudi, koliko je lasišče oziroma koliko so lase zmaščeni. Če mi uporabljamo ekološke izdelke, zelišč, ki zdravijo, in če pred šamponiranjem mi še naoljimo z ajurvedskimi olji lasišče in lase, je to terapija. In naprimer v ajurvedi je priporočilo, da si mi umivamo lase vsake 3 dni. Nekatere stranke mi pravijo, da si vsak dan umivajo lase, kar je absolutno nepotrebno in tudi ni dobro, ker naravni loj, ki se loči iz lasišča, to je neka naravna maščoba, ki ovija las in se steka po lasu navzdol, pravzaprav ščiti las pred poškodbo in pred soncem. Če te naravne zaščite ni, se lasje hitreje sušijo in popukajo.